Torej, v tej zahtevi za oceno ustavnosti zakona o dohodnini smo predlagali Ustavnemu sodišču tri sklepe. Prvič, da ugotovi, da sta 44. in 45. člen zakona o dohodnini v neskladju z 2. in 14. členom Ustave Republike Slovenije. Druga točka, da ugotovi, da sta 44. in 45. člen zakona o dohodnini v neskladju s 45. členom pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi z 8. in 153. členom Ustave Republike Slovenije. In tretja točka, vladi in državnemu zboru naloži, da v roku enega meseca ugotovljena protiustavnost se odpravi tako, da zakon o dohodnini dajo uskladi z Ustavo Republike Slovenije. Kolega Horvat je omenil nekatere anomalije, ki so najbolj poudarjene. Osnovno, če pogledamo avstrijsko delovno zakonodajo, se izredno razlikuje od slovensko, tudi njihovo dohodninske lestvice. Ugotavljamo lahko, da je recimo predvsem nižji in pa spodnji razred relativno veliko manj obdavčen kot v Sloveniji. Zaradi tega ravno prihaja pri večini delavcev migrantov, ki so največkrat ravno v Avstriji v nižjem ali pa v srednjem dohodninskem razredu, in ker posledično plačuje nekaj manj davka, morajo v Sloveniji doplačevati velike razlike v davku. Zadnji primer, ko smo bila skupaj na enem terenski delo z kolegom Horvatom, je prišel k nam delavec migrant, ki je šel trenutno, se upokojil, dobil odpravnino, mislim, na manj približno 18.000 evrov, in te odpravnine je moral plačati 12.000 evrov davka, kot takšna anomalija. Tisto, kar je pa kolega Horvat pekaj omenil, pa gre za vpliv višine bruto dohodka na učinek zmanjšanja davčnih obveznosti zaradi uveljavljanja stroškov. Predvsem se tudi ugotavlja, da pri uveljavljanju stroškov, da tisti, ki imajo največje plače v Avstriji, recimo, če je bila letna bruto davčna osnova 120.000 evrov, dobijo povrnjenih približno 50% uveljavljenih stroškov. Tisti, ki imajo 50.000 evrov letnega bruto dohodka, približno 34%. Tisti, ki imajo 25.000 evrov letnega bruto dohodka, približno samo 27%. In tisti, ki imajo samo 12.000 evrov letno bruto dohodka v Avstriji, to je nekje daleč pod minimalno plačo tudi v Avstriji, pa imajo relativno priznani samo 15,77% bruto stroškov. Anomalije, ki seveda sledijo, so recimo tudi jubilejne nagrade. Jubilejne nagrade, kot veste, v Sloveniji imamo jubilejne nagrade za 10, 20, 30 in po novem tudi 40 let. Po novem imamo recimo izvzet, recimo regres za delavce, popolnoma vseh dajatev, tudi dohodnine. V Avstriji recimo jubilejna nagrada samo za 25 let. V Sloveniji recimo čas za malico se ne šteje recimo v delovni čas, v Avstriji je izvzet iz tega, v Sloveniji se šteje. Če pogledamo, je to približno na mesečni ravni več kot 10 ur, na letni ravni je več kot 120 ur delovnih ur, ki jih nekdo naredi, v Avstriji več, in to se ne šteje zaradi tega, ker se čas za malico pri nas šteje, v delovni čas v Avstriji se recimo ne šteje. In takšnih anomalij je polno. Gre za dva različna sistema, kjer pa je na osnovi dohodnine kaže, tudi Ustavno sodišče govori, da morajo obravnavati podobno. Seveda, in zaradi tega prihaja do vseh teh anomalij. Tisto, kar je pomembno poudariti, še je del argumentacije v neskladju, kar se tiče pogodbe o delovanju Evropske unije. Z delom druge države članice Evropske unije oseba koristi svoje pravice, ki izhajajo iz prostega pretoka oseb, delavcev in storitev. Po ureditvi 44. in 45. člena zakona o dohodnini je slovenski prebivalec, davčni rezident, ki dela v Avstriji ali drugi državi, seveda članice Evropske unije, v slabšem položaju kot slovenski prebivalec, ki dela v Sloveniji, in v slabšem položaju kot avstrijski prebivalec, ki dela v Avstriji. Davčni režimi so res v pristojnosti držav članic in ne smejo biti taki, da bi bila oseba, ki koristi prost pretok zaradi zakonskih določb, v slabšem položaju od osebe, ki prostega pretoka ne koristi. Zaradi tega predlagamo ta drugi člen, kjer predlagamo, da Ustavno sodišče prekine postopek za oceno ustavnosti izpodbijanih odločb, določb zakona o dohodnini 2, ter začne postopek za predhodno odločanje pred sodiščem Evropske unije, ki je izključno v pristojnosti presojati veljavnost in razlago pogodbe o delovanju Evropske unije in da odloči tudi o njeni razlagi. Kot zadnji del pa predlagatelja predstavljamo, da predlagatelj Ustavnemu sodišču predlaga, da zahtevo obravnava absolutno prednostno,
Gre namreč za vprašanje, ki povzroča nižje prihodke več tisoč slovenskih družinam. Za preprečitev povečane škode tako velikemu številu zavezancev predlagamo, da Ustavno sodišče predmetno zahtevo obravnava absolutno prednostno ter zagotovi takojšnjo uskladitev zakona z dohodnino z ustavo. Torej, na koncu samo naj pripomnim, statistika kaže, da se stalno več družin z območja, kjer prihaja kolega Horvat in jaz, torej tudi stalno naseljuje v sosednji Avstriji, tudi zaradi številnih birokratskih ovir v Sloveniji, kjer je recimo primeri, kjer čakajo na recimo gradbeno dovoljenje za družinsko hišo nerazumno dolgo časa in zaradi tudi vseh davčnih problemov, ki smo jih danes naštela, se veliko število ljudi, predvsem mladih ljudi, naseljuje v Avstriji. Imamo številne delavce migrante, ki so za svoje rezidentstvo že si poiskali Republiko Avstrijo, imamo pa tudi že primere, ko v Republiki Avstriji torej dobijo stalno državljanstvo in v bistvu odklonijo in izgubijo državljanstvo Republike Slovenije. Torej gre za izredno pereč primer, predvsem vzhoda države, ki ga mogoče Ljubljana ne čuti, in v prid vsega tega s kolegom Horvatom, poslanska skupina Nove Slovenije in poslanska skupina Slovenske demokratske stranke ne obljubljamo samo pred volitvami, ampak na delavce, migrante, ki se jim dogaja velika krivica v zadnjih letih, torej nismo pozabili. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje?